V pisarni torej ne boste? Ne, pa ne predstavljam si, da bi bil. Kakšen je bil občutek, ko ste že pri rosnih 18 letih postali zmagovalec na italijanskega prvenstva GT4? Kako ste doživljali vse te trenutke, ki smo jih videli? Jaz sem si nekako to predstavljal, ker sem vedel, da imam to hitrost že od kartinga, od mlajših let. Tako da ni bilo nepričakovano. Kako pa na vas gledajo recimo starejši vozniki, ko jih komaj 18-letnik, kdaj ste dopolnili 18 let? Avgusta 9. ja. Torej, prehiteva in osvoji prvenstvo pred njimi. Kako na vas gledajo? Ne vem, vas mogoče kaj podcenjevalno, so vam nevoščljivi? Kako doživljate te njihove poglede in pogovore? To boste mogli nekaj vprašati, ampak ja, mogoče kakšni starejši imajo mogoče malo več egota do tebe, pa te mogoče ne bi spoštovali, ampak enkrat, ko ti pokaže nekako svojo hitrost na dirkališču, je respekt tam, ne? Kje je po vašem mnenju ta vaša prednost in kje ste dobili ta respekt, ko ste dejali? Moram se pohvaliti, da res veliko treniram doma, tudi na simulatorju, res sem fizično, kondicijsko pripravljen, tako da moram reči, da tam talent imam od mladih let, že karting vozim, tako da vse je tam, kam mora biti. Ampak zanimivo, zakaj trenirate na simulatorju? Tudi ostali dirkači trenirajo na simulatorju? Ja, večina voznikov na top levelu si na simulatorju vozimo, zaradi tega, ker recimo, da je proga oddaljena 1000 km stran, ne bo tako lahko prije do dirkališča in imaš v bistvu na simulatorju skoraj približno čisto enako vožnjo. Ja. Kako daleč ste zdaj z izpitom za avto? Zdaj sem na vožnjah, tako da po moje bo glavna mogoče pred koncem leta. Pred koncem leta. In kako izgledajo zdaj te vaše vožnje z inštruktorjem po omejitvah? Rekel bi, da kar greš, je v redu. Da gre? Ja, se držim pravil zaenkrat, tako da po moje bo v redu. Bo v redu. Avtomobilizem je drag šport, ne? Kako ste vi sploh lahko konkurenčni tujim voznikom, ki imajo za sabo bogate sponzorje, prihajajo iz večjih držav, ki so tudi marketinško bolj zanimive od vas, ki prihajate z majhnega trga Slovenije? A je to zdaj ta vaš talent, ki vam daje prednost pred ostalimi? Lahko bi se tudi, ja, lahko bi se rekel, da je talent eno teh stvari, ampak ne moram, imam tudi jaz neke sponzore, ki stojijo za mano, tako da ne moram reči, da jih nimam. Ampak ja, res je včasih težko se s cenam pogajati proti kakšnim, ki imajo ful več budžeta kot ti, tako da ja, zaenkrat še držimo pesti, da za naslednje let več budžeta. Več budžeta. Kaj pa ta zmaga pomeni za vašo nadaljno kariero? Imate recimo, mladi ste, kdaj priti cilj v Formulo 1? Formula 1, tudi če se mi vse v GT3 nekako poklopi, da jaz postanem, ne vem, prvak tovarniški voznik, jaz svoje sanje v bistvu ne vidim več v Formuli 1, zaradi tega, ker sem se navadil, da je tudi avtošport, recimo kot GT3, Hypercar, da so tudi drugačni cilji, ki jih imaš v življenju. Vsak, ki začne z gokardom, enkrat, ko usede se v avto, reče, jaz bom pa Formula 1 voznik. Ampak to enostavno ni za vsakega pač. Ampak verjetno ste si tudi vi rekli, ko ste še bili, zdaj ste mladi, ampak ko ste bili še mlajši, bom enkrat Formula 1 voznik. Točno to in pač jaz vozim po Formula 1 dirkališčih in mi je vse tako pač nerealno, ampak ja, Formula 1 pač rabiš res toliko budžeta, da ga mogoče, ne vem, če pol Slovenije najde za enega voznika, tako da upam si reči, da mogoče talent je tam za par let, ampak ja, moraš imeti tudi dober backup iz, tako da ja, bomo videli. Kje so potem vaši cilji, se pravi GT3 in naprej? Tovarniški voznik, torej tovarniški ekip recimo za Mercedes in oni mene lahko pošljajo recimo, ti boš šel pa zdaj na Japonsko dekratno dirko, boš vozil tam in si potem postaneš plačan voznik in tako živiš v bistvu nekako naprej. Povejte mi, srečali ste znana imena že v tej karieri, kje in kako je izgledalo srečanje z Maxom Verstappenom, voznikom Formule 1? Maxa Verstappena sem jaz srečal v Spa-Francorchamps, torej ena izmed najbolj legendarnih teh prog. Videl sem ga v bistvu na progi, sva med sabo vozila, on GT3, sicer jaz GT4 takrat, ker sem v test. Tako da ja, pa sva ga tudi izvan proge, sva ga z očem srečala, tako da zelo hiter voznik, moram reči, tako da se vidi, zakaj je 4-krat Formula 1 voznik, pač prvak. Kaj pa Valentino Rossi? Navduševal je včasih na 2 kolesih, kako dober je na 4. Ja, pač ima tudi dobre njegove teammate, torej njegovi sovozniki so tudi zelo dobri, ampak sem ga videl v Imoli, jaz sem vozil v svoji klasi GT4, sem jaz zmagal mojo dirko tam, on pa v GT3 zmagal, tako da kar impresivno. Kako izgleda recimo vaš dan? Na dirkališču ali doma, če si z druge strani? Doma, na dirkališču, kako vse skupaj organizirate, da ste tako dobri?
Doma moram reči, torej vstanem vedno ob ene 7, tako da imam nekak ta ritual. Imam 2 treninga na dan, torej zjutraj imam ob 9 do 10 fitness, potem pa zvečer imam pa še en 6 do 10 km tek. Vmes se moram učiti za šolo, ki jo pravim online, tako da imam vse razporejen. V četrtek odpotujete na Portugalsko, ne na zadnjo dirko v Iberijskem pokalu. Boste po Italiji padli še Portugalska in Španija. 3 točke ne smo videli na koncu prispevka. Ja, manjka nam še 3 točke, tako da jaz mislim, da bo. Ne smem imeti prevelike pričakovanja, ker to na koncu včasih ni dobro, ampak vem, da jaz pa moj sovoznik sva pripravljena na to, je njegova domača steza, tako da upam, da nam to raze. Tudi mi želimo, da bi vam uspelo. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala.